Torej, Nick Fuentes, veste, tisti besni, nacistični, republikanski moški, ki ima toliko ogledov, je pravkar javno izrazil, da je demokrat. In mislim, da lahko rečemo, da je SIOP zdaj zaključen. Ta skrajna, nora retorika, ki naj bi prihajala z desnice, v resnici prihaja veliko, veliko bolj z levice. Zdaj ni presenečenje, da smo pravkar slišali, da je levica financirala skrajno desničarske organizacije in tako dalje. Vendar moramo govoriti o novi levici, kot jo je tako lepo poimenoval Ben Shapiro. Saj vidimo vedno več ljudi, ki počnejo točno to, kar počnejo skrajni levičarji. Prilizovanje islamistom. Demokrati Megyn Kelly. In zdaj imamo Nicka Fuentesa, ki dobesedno javno priznava, da so oni demokrati. Zdaj, spomnite se, Nick Fuentes je bil eden glavnih ljudi v ozadju dogodkov 6. januarja, kajne? Kjer so vsi ponoreli, da republikanci poskušajo. On je demokrat, ljudje. On je demokrat. In to nam pove vse, kar moramo vedeti. Ta ekstremna teorija podkve, za tiste, ki ne veste, kaj je teorija podkve, je teorija, da se ekstremizmi, skrajnosti obeh političnih strani dejansko približajo drug drugemu, ker niso normalen pogled večine ljudi. Kakorkoli, to je bolj resnično, kot si mislimo. In to je nekako žalostno, ampak je tudi nekakšno olajšanje, ker ugotavljamo, da vsa ta smešna zgodba o neki skrajni desnici ni to, za kar gre. Večina normalno mislečih ljudi na republikanski strani dejansko vidi, kaj se dogaja. Poglejmo si to priznanje Nicka Fuentesa, ki je dobesedno preplavilo internet. Mimogrede, dobrodošli v oddaji Pushback. Sem Meira K., vaša gostiteljica. Ne pozabite se naročiti, še pomembneje pa je, da delite ta video, da lahko razširimo sporočilo in ljudje razumejo, kaj se v resnici dogaja v tem svetu. Pomembno mi je, da so stvari cenovno dostopne. Zanima me vmešavanje v tujini, zanima me meja. Sem zmeren demokrat, ki ni woke. Mislim, da je treba GOP uničiti. Menim, da je treba upočasniti skorumpirano kriminalno vlado Trumpa. Moramo sprožiti ustavno obtožbo proti oranžnemu. Čas je, da ga ustavno obtožimo. Trumpa je treba ustavno obtožiti. Treba ga je ustavno obtožiti. Tega debelega oranžnega z majhnimi rokami je treba ustavno obtožiti. In potem leta 28, brez Vansa, brez Rubija, moramo uničiti celo stranko. To mi je pomembno. Mimogrede, ko pravi, da bi morali uničiti stranko, poglejmo, kaj je Marco Rubio v zadnjem času govoril. Ta grozen, protiameriški kandidat, ki se ga moramo znebiti. Kako si drzne? Za Ameriko v takšnem času, kot je ta. Moje upanje za Ameriko in s tem se lahko spopademo. Ja, gledajte, mislim, moje upanje za Ameriko je takšno, kot je bilo vedno. Mislim, da je to upanje, ki si ga vsi delimo. Želimo, da ostane kraj, kjer lahko kdorkoli, od kjerkoli doseže karkoli, kjer nisi omejen z okoliščinami svojega rojstva, barvo svoje kože ali svojo narodnostjo. Ampak iskreno, to je kraj, kjer lahko premagaš izzive in dosežeš svoj polni potencial. Mislim, da bi moral biti to cilj vsake države na svetu, iskreno. Ampak mislim, da v ZDA nismo popolni. Naša zgodovina ni zgodovina popolnosti, ampak je še vedno boljša kot zgodovina kogarkoli drugega. In naša zgodba je zgodba nenehnega izboljševanja. Vsaka generacija je naslednji generaciji Američanov zapustila več svobode, več blaginje, več varnosti. In to je tudi naš cilj. Ampak to je edinstvena in izjemna država. In ko prihajamo do te 250-letnice, mislim, da se lahko iz naše zgodovine veliko naučimo in smo lahko na njo ponosni. To je zgodba nenehnega in stalnega napredka, kjer je vsaka generacija naredila svoj del, da nas je približala uresničitvi vizije, ki so jo imeli ustanovitelji te države ob njenem nastanku. Prav. 18,6 milijona ogledov. To je tisti tip, o katerem Nick Fuentes pravi, ne, z njim nočemo imeti ničesar. In to je še en video Nicka Fuentesa in politika, ki ga trenutno podpira. Me drži pokonci v tem trenutku. Moja vojna proti Izraelu je edina stvar, ki me trenutno drži pokonci. Tako očitni so, to je vsa poanta. Ustvarili so sovražnika in zdaj mu sledijo. Mimogrede, zdaj bomo gledali video Ann Kasparian in Nicka Fuentesa. Spomnite se, ena je skrajna levica in Nick Fuentes je bil do zdaj skrajna desnica. In oba pravzaprav povesta isto stvar. Priseljevanje. Koga sploh briga? Države je konec. Konec je. Si bil kaj zunaj? Ali sploh kdaj greš ven? V redu, to je torej pogled Nicka Fuentesa na trenutno situacijo in za koga bo glasoval. Ampak moramo si ogledati ta neverjeten video Canary Mission. Kot smo rekli, obstaja cela teorija podkve. Kaj mislim s tem? Ekstremna levica in ekstremna desnica sta razkrinkani kot enake skrajne ideologije, ki v bistvu vse gradijo na sovraštvu do vlade, se pretvarjajo, da se borijo proti medijem, medtem ko v resnici samo lovijo klike, nekako obožujejo islamiste in sovražijo Izrael.
To je njihova glavna stvar, ki so si jo izmislili, ta pojav. Kako prepričati ljudi, da se oni res borijo za pravo stvar. Zdaj pa si oglejmo Ano Kasparjan in Nika Fuentesa, ter se spomnimo, da sta skrajna levica in skrajna desnica vedno znova razkriti kot eno in isto. To je spet iz Canary Mission. Oglejte si jih, res dobro delo opravljajo. Naša država je pod sovražno okupacijo. Izraelska okupacija vlade Združenih držav Amerike. Izrael nadzoruje našo vlado. Izrael nadzoruje našo vlado. Nadzorujejo, vplivajo in manipulirajo z našim sistemom. Vlada ji nadzoruje in z njo manipulira država Izrael. Oni so vampirji, sesajo našo kri. Izžesavajo življenje iz te države. Ne moremo biti sužnji Izraelu. Nisem sužnja Izraelu. Iran nima jedrskega orožja. Iran ni imel jedrskega arzenala. Vrhovni vodja Irana je izdal fatvo. Moral je izdati fatvo proti jedrskemu orožju. Morali smo. Ne pretiravam, ko rečem, da se mi zdi, kot da oba bereta scenarij, ki jima je bil predstavljen. Kot, na primer, živijo Nik, plačali bomo tvojo plačo, dokler boš govoril te stvari. Živijo Ana, financirali bomo življenjski slog, ki si ga želiš, dokler boš govorila te stvari. Spet, skrajna levica, skrajna desnica, nimata nič skupnega. Ampak oba zdaj dajeta take izjave. Ana Kasparjan je zaradi tega postala viralna. Govorijo nekaj v smislu: oh ja, mislimo, da nismo več del levice. Zakaj sem zapustila levico? Zakaj sem zapustila desnico? Zakaj smo zdaj del te nove skupine, prave skupine, skupine, ki išče resnico? Vsi ti skrajni psihopati se bodo pridružili eni skupini. To je povsem jasno. Naša država je pod sovražno okupacijo. Izraelska okupacija jedrskega orožja. Morali smo se pridružiti izraelski vojni po izbiri. Vojna po izbiri. To je to. Prava grožnja Ameriki prihaja iz Izraela. Naše zavezništvo z Izraelom je eksistencialna grožnja Združenim državam. Uničil bo ves svet z jedrskim orožjem. Izrael je največja grožnja svetovnemu miru. Nikoli ne smemo pozabiti, kdo je pravi sovražnik. Sovražnik je Izrael. Moramo se oddaljiti od te države. Moramo se oddaljiti, ločimo se. Moramo. Dobesedno, besedo za besedo, kot da jim nekdo narekuje, kaj naj govorijo. In zapomnite si, to je tisto, kar bodo vedno očitali sionistom. Vi dobivate navodila, kaj naj govorite. Zakaj bi to predpostavljala? Jaz nikoli ne razmišljam o govornih točkah, ampak očitno imate vi nekaj takega. Da osvobodimo Ameriko tega bolnega, izprijenega, parazitskega organizma, ki se je prisesal na nas. Tuđi državljani, ki živijo na račun javnih storitev. Država izobčenka, ki je izkoriščala ameriško ljudstvo. Ni samo Netanjahu. Na neki ravni so to Izraelci. Obnašanje izraelske vlade. In če sem iskrena, velika večina izraelskega prebivalstva. Lahko samo povem, da uporabljajo tudi čudno specifično terminologijo, ki je popolnoma enaka. Zajedajo in parazitski. Nenavadno podobno. Dehumanizirajo nas, ne vidijo nas. Palestincev ne vidijo kot ljudi. Sem prebujen goj. Jude mislijo, da so boljši od vseh drugih. In ti misliš, da si boljša od vseh drugih. Veš, Judje to počnejo. Ja. Pojdi nazaj v Izrael. Pojdi nazaj v Izrael. Veliki Izrael. Projekt velikega Izraela. Slavni plešoči Izraelci. Vsa ta stvar s plešočimi Izraelci. Genocidna država. Genocidna, ogabna država. Zakaj bi me sploh brigalo za Izrael? Sploh me ne briga za Izrael. Sploh me ne briga. In jim sploh ne zaupam. Izraelcem ne zaupam. Tvoja pravica do obstoja ne obstaja. Ne verjamem, da ima Izrael pravico do obstoja. Ne dovoli, da ti pridigajo hudobni, zlobni ljudje. Na tem svetu obstajajo ljudje, ki so tako zlobni. Božje izvoljeno ljudstvo je zavrnilo svojega Mesijo. Ali mislite, da ste Božje izvoljeno ljudstvo, ko se obnašate kot pravi demoni? No, pa smo tam. Psihološka operacija je zaključena. Levica in skrajna desnica, te čudne skupine, ki so se pojavile in so obsedene s sovraštvom do Izraela, da bi se prikazale kot neke vrste čudni maščevalci. Vse to je bilo razkrito. Nik Fuentes javno priznava, da je demokrat. Ana Kasparjan pravi, da je zapustila levico in vsi se združujejo na podlagi tega. To je v resnici šokantno videti v resničnem življenju. Popolnoma šokantno. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.